Pozdravljeni, tole je oddaja Popotnik, jaz sem Janin Klemenčič, tole je pa Martin Strel, ne boste verjeli. Še vedno. Že nekaj časa ga ni bilo v moji oddaji, lepo pozdravljen. Živo. In bo malo povedal, kaj počne zadnje čase. Potepam se, tako zmeraj, po slovensko bi rekli, neumnosti mi grejo po glavi še vedno, ne. Čeprav si že preko 22 let star, ne? Ja, malo čez 22 pa imam res. Tako da še vedno hodim po svetu, potujem, plavam, tako delam to, kot znam. Snemam, delam intervjuje, pišem knjige in tako naprej. Take dobre stvari. Pa en kupenih sponzorjev imaš, ne? Vedno, ja. Sponzorjem pa vedno dosti. Kje se pa najdejo? Zaenkrat me imajo radi. Tako sami poiščejo? Ja, tudi takole po lokalih srečam, ta pravi ljudi, se malo pohecamo, pridi po kakšnega jurja, dva pa tako, ne. Ja, kar tako. Ja, tako, ne. Zato sem še vedno, tudi kakšne večje številke se zmenimo, odvisno kje pa kaj pa tako naprej, ne. Ker veliko sponzorjev je spoznalo, da ni bistveno samo tisto, kar bi mislili, imel nekaj napisano, napišem že, ne tako. Ampak te konekcije, ko jih delam s podjetji, naprimer, če bi samo zadnjo firmo omenil Divo v Dubaju, da firma, največja dubajska firma pride k meni na tiskovno konferenco, ki obrača recimo 300 milijard evrov denarja, to je 10 let slovenskega budžeta ali pa še več, ne, če ne 15 ali pa 20, da pridejo k meni, pa me povabijo, pa me obdarijo in vse tisti, ki so z mano in tako naprej. To nekaj pomeni, ne. Če imam jaz dostop do njih, imajo tudi slovenske firme, samo bojo omenili, da se mene poznajo, da sem jih jaz tam poslal, bojo imeli vsa odprta vrata. In ko v tako firmo prideš, imaš dostop tudi do drugih firm, imaš dostop tudi do drugih ljudi. Pametni poslovneži, pametni menedžerji to vedo, kdo sem jaz. Ne samo tle, v Evropi, tudi po Ameriki, pa kjerkoli po svetu, vseeno, ne. Bodi blizu mene, sedi blizu mene, bodi prijazen z mano, pa bo imaš kakšne vrata odprla. No, vidiš, dober nasvet. Zdaj, zadnje čase živiš deloma v Ameriki, deloma tukaj. Kje se bolj počutiš doma? Trenutno, ko je zima, tukaj tako keslo vreme, se slabo počutim v Sloveniji. Bi šel rajš nazaj v Ameriko, v svojo Arizono, kjer je božansko vreme zdaj res, ne. In podobno kot v Dubaju, zdaj sem v Dubaju. To so najlepši deli sveta, bi rekel zdaj, ne. Voda topla, niso vroče, tam pod 30, 25 do 30. To je poezija narave, kot se reče vremena, ne. Ja, po zimi so te arabske države kar prijetne, ne? Ja, to so ne samo prijetne, ampak vrhunske res. Ko bi bilo celo leto tako, seveda poletje pride, potem so pa strahotne temperature, tam bolj na 50 kot na 40 gre. In tudi recimo tle, kjer živim, pa Dubaj, so temperature zelo podobne. S tem, da je v Dubaju vlaga precej višja, pri nas je pa suha vročina na poletje. Ko smo že pri Dubaju, tam je kup imenitnih stavb, ne, Burj Al Arab in tako dalje, pa najvišja stavba na svetu. Si kaj obiskal? Poznam se to zelo dobro, ne. Sem bil tudi gost šejka pred parimi leti, ne. Slučajno sem imel priliko spoznati to. Burj Al Arab, seveda, to je nastala stavba, ki je bila svetovna senzacija takrat, ta znamenito sidro. To je bila ena prvih teh znamenitih stavb sredi morja, umetni otok in vse skupaj. No, potem je nastala tudi Burj Khalifa, ta je sreče najvišja stavba na svetu. Bil sem tudi na vrhu gor. Aja? Ja. No, tudi ta znameniti faza sin od šejka, on skače s padali tam in tako naprej. Zato je postal tako znameniti, strašno medijsko podporo.